Včasih sem pa jaz res en bumbar. Iztok nam je vsem skupaj že zdavnaj razložil, kako lahko z aplikacijo Drive prihraniš pri zavarovanju avtomobila pri Triglavu. In glede na število kilometrov, ki jih delamo v uredništvu, bi si na ta način lahko račun za zavarovanje bistveno zmanjšal, tudi če sem imel star avto. No, zdaj imam pa novejšgan, je še kasko, pa še gorencem, tako da ja, Drive bo moral Iztok še enkrat vsem nam razložiti, kako ga uporabljamo, da bomo vsi skupaj prihranili. Sem ravno prej bral, da so ga konkretno prenovili, dodali en kup novih funkcij in zdaj tudi snema med vožnjo, se pravi uporablja kamerco telefona. Ja, tudi za bumbare je zdaj narejena, tako da jo boste takoj osvojili in sploh ne vidim razloga, da je ne bi uporabljali. Glej, avto, idi pogledat. No, v Google Play ali Apple Store jo najprej poiščete. Napišite Drive, potem jo namestite na svoj telefon, nato se registrirate, oziroma če ste v preteklosti že imeli Drive, se prijavite z istimi podatki kot prej, vse skupaj pa vam ne sme vzeti več kot 3 minute. No, potem pa pridete v avto in telefon namestite na varno mesto, kjer bo lepo sprejemal signal GPS oziroma GPS po domače. Predlagam sprednjo šipo, da bo tudi najbolj varno. Pa tudi zato, ker ima Drive po novem funkcijo snemanja prometa pred vami, da bo v primeru česarkoli obstajal tudi video. Vmes še prikazuje aktualno hitrost, hitrostno omejitev in prevoženo razdaljo, video brez teh podatkov pa shrani v telefon. Jasno je, da telefona ne boste držali v rokah, ker to ni niti varno, niti dovoljeno, pa tudi vaša vožnja ne bo dobro ocenjena, ker Drive po novem odbija točke pri končni oceni vožnje, če zazna, da med vožnjo uporabljate telefon. Mimogrede, to sploh ni igra, tudi ne nobena stvar, ki bi vam kradla pozornost med vožnjo. Zaslon telefona lahko po začetku snemanja tudi izklopite ali pa si v nastavitvah izklopite animacije, to je prikaz napak med vožnjo. Če imate nastavljen samodejni način snemanja, pa vam ne bo potrebno skrbeti, da bi morali vsakič pred vožnjo zagnati snemanje in po koncu pritisniti gumb stop, ker to prepozna aplikacija sama. Na oceno vožnje najbolj vpliva upoštevanje hitrostnih omejitev in uporaba oziroma neuporaba telefona med vožnjo. Manjši vpliv pa imajo pri oceni še prekomerni pospeški, zaviranje in sile v ovinku. No, vse te napake vas aplikacija opozarja že med vožnjo v realnem času, da takoj vidite, kje ste ga pobiksali. Skupna ocena vožnj mora biti vsaj 90 točk, da lahko zbirate popuste in si tako skupno prevozite kodo za 25% popust. No, sem pa videl, da mi je Drive ta mesec sam podaril 400 prevoženih kilometrov, torej 2% popusta, ker ve, da se zaradi omejitev nisem mogel veliko voziti naokol in ker sem bil že prej prijavljen. Skupno lahko torej dobite do 25% popusta, kar se pri zavarovanju avta še kako pozna. Sploh novega, a ne, Anže? Sam tole namestim, moment. Evo, tako. Ker slišam evrčke, kako cinglajo tamle v moji denarnici. No, pa brez heca. Tole je res super zadeva, ki si jo lahko brezplačno namestite na svoj telefon in potem pač uporabljate in prihranite. V bistvu, tudi če niste zavarovani pri Triglavu, lahko uporabljate aplikacijo, sam pol ne bo popustal. Razen, če se seveda zavarujete. Pa varno za volan.